posel z radarji ima znake korupcije. Evropa opozarja na problem jame z odpadnimi gumami. Z direktorjem podjetja Express Airways o Falconu z mariborskega letališča. Pozdravljeni. Današnji dnevnik začenjamo z novico, da pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med mariborsko občino in Iskro Sistemi ustreza znakom korupcije. Kot v današnjem poročilu ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije, so odgovorni na občini ravnali v nasprotju z zakonom o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu. Nekdanji župan Franc Kangler in podžupan Janez Ujčič, ki je podpisal sporno pogodbo, se očitkov ubranita, češ da je projekt sprejel mestni svet. Z Iskre Sistemov pa so danes sporočili, da so le dan po volitvah odstopili od pogodbe. Od občine sedaj zahtevajo 7 milijonov evrov odškodnine. Odgovorne osebe na mariborski občini so v več primerih ravnale nezakonito in koruptivno, so jasni na protikorupcijski komisiji. In očitki. Občina se je pogovarjala le z Iskro, morali bi se vsaj s 3 ponudniki. Razpis so povsem prilagodili Iskri. Še med pogovori se je vrednost investicije čez noč iz slabih 6 povzpela na skoraj 30 milijonov evrov. To je nedopustno. Občina bi morala razpis ustaviti in ga ponoviti, trdi komisija. In še, nedopusten je tudi pristanek občine, da se investicija partnerjev povrne izplačanih glob od cestnih prekrškov. Spomnimo, na račun Iskre naj bi se zlilo kar 92% vseh pobranih glob. Kar je po oceni komisije tudi v nasprotju z pričakovano integriteto, ki bi jo in pa javnim interesom, ki ga mora občina seveda zasledovati. Sporno pogodbo je 12. januarja lani po pooblastilu Kanglerja podpisal takratni podžupan Janez Ujčič. Mislim, da je to smešno sploh navajanje moje odgovornosti, ker nisem bil zraven v nobenih pogovorih, v nobenih strokovnih komisijah in nikogar ne poznam iz tega sistema. Nekdanji župan Kangler, ki je podpisal le enega od aneksov k pogodbi, s prstom kaže na Inštitut za javna naročila. Družba, Inštitut za zasebno javno partnerstvo, FERK, je delala Stožice. Po enakem konceptu je delala tudi mariborske radarje. Pri nam je vse narobe, očitno pa Stožice so v najlepšem redu. Protikorupcijska komisija je vse dokumente predala tudi organom pregona. S postopkom ničnosti bodo nadaljevali. Tožba je v pripravi in bo v kratkem vložena. Potem, ko se je predsednik uprave Iskre Dušan Šešok še v času volitev takole neuspešno pogajal z v.d. županom Milanom Miklom o morebitvi prekinitvi pogodbe, je Šešok danes presenetljivo povedal, da so že dan po volitvah, ker občina ni izpolnjevala zavez, odstopili od pogodbe. Od občine sedaj pričakujejo odškodnino. Povrniti nam morajo vložena sredstva, ki so bila doslej dana v ta projekt, to je 7 milijonov evrov. Novo izvoljeni župan Andrej Fištravec, ki bo v funkciji nastopil 8. aprila, ugotovitve protikorupcijske komisije pozdravlja. Z Iskro se še ni sestal. Če želijo kakorkoli glede na to ugotovitve protikorupcijske komisije kakorkoli sodelovati z mestno občino, prej se bomo morali vsesti tudi za skupno mizo. Dogovor o odškodnini Iskra pričakuje najkasneje do 18. aprila, ko poteče enomesečni odpovedni rok. Če ga ne bo, bo podjetje vložilo več kot 100 milijonov evrov visoko odškodninsko tožbo. Odlagališče odpadnih gum v Kidričevem, ki ga je do lani upravljalo podjetje Albin Promotion, je treba sanirati in zapreti. To zahteva Evropska komisija, ki utegne zadevo predati celo Evropskemu sodišču. Po 2 požarih na deponiji so lastniku podjetja Albinu Brenclu lani vzeli vsa dovoljenja za posel z odpadnimi gumami. Občina, ki je tudi lastnica zemljišča, zdaj pričakuje, da bo podjetje čim prej začelo sanacijo jame. Albin Brencel je nad zahtevo, da mora v 2 mesecih gume odpeljati na lastne stroške, presenečen in ogorčen. Nesmiselno se mu zdi, da mu država, ki mu je zagotovila vsa dovoljenja, in občina, ta mu je dala služnostno pravico, zdaj nalagata vso breme sanacije. Po odvzetih dovoljenjih, brez krivdnega razloga, ne vidimo nobene pravne posledice, da bi to delo lahko nalagali nam. Evropsko komisijo, ki prav tako zahteva zaprtje odlagališča, pa so naši uradniki po njegovem prepričanju zavedli. Ker tekste, ki smo jih od tam dobili, od uradnikov iz Ljubljane, kažejo, da nas hočejo izključno nas narediti krive za odgovorno situacijo. Dovoljenj sploh ne omenjajo. A na občini se ne čutijo krive. Kot poudarja župan, so Brenclu zemljišče dali z namenom, da ga sanira. Zdaj pa je prišlo tako daleč, da so gume že v podtalnici.
Podtalnica je narasla, to smo mi tudi več čas opozarjali, tudi po tej projektni dokumentaciji, ko je gospod Brencl imel, bi on bil moral dvigniti komplet gramoznico, da ne bi podtalnica prišla v gume. Da mora podjetje Albin Promotion odstraniti gume do 31. januarja letos, je že lani odredil okoljevarstveni inšpektor. Ker tega pač niso storili, so se zdaj začeli izvršilni postopki, so izdani pač ustrezni sklepi o dovolitvi izvršbe, vendar še naknadni rok za izvedbo aktivnosti ni potekel, ta bo potekel v sredini maja. Brencl pa je jasen, deponije se ne bo dotikal, saj zanjo nima več dovoljen. Vprašanje pa je, kdo bo nosil stroške sanacije. Ta naj bi po neuradnih podatkih stala od 5 do 10 milijonov evrov. Kot smo že poročali, delavci mariborskega Vinaga včeraj niso dobili odgovorov, ali sta zanje v podjetju še delo in denar, saj na zbor delavcev direktorica Klementina Ihanec kljub povabilu ni prišla. Se je pa včeraj sestala sindikalistko v Vinagu Anico Škofič in je obvestila, da bodo zaprli obe hčerinski podjetji, vinogradništvo in sadjarstvo. V Vinagu imajo namreč blokirane račune, vsem delavcem februarske plače niso nakazali in vse kaže, da je podjetje res pred propadom. Še malo pa se zgleda ne bo kaj dosti več dogajalo v Vinagu. Informacija zadnja, ki sem jo dobil, je, da naj bi že bil v ponedeljek ta teden vložen predlog za začetek stečajnega postopka za Vinag vinogradništvo pa Vinag sadjarstvo. Kaj pomeni to za delavce? To pomeni spet izgubo delovnih mest. Mislim, da jih je tukaj še cirka 22, kar pomeni, da bojo dobili odpovedi in pač vse, kar so jim ostali dolžni, bojo verjetno morali prijavljati stečajno maso. O letalu, ki ga že nekaj dni na mariborskem letališču po nalogu Interpola varuje slovenska policija, smo že poročali. Po doslej znanih podatkih ga je v Slovenijo prepeljalo podjetje Express Airways, ki ima sedež v Luksemburgu. Lastnik letala pa naj bi bil italijanski bogataš Francesco Bellavista Caltagirone, ki mu je italijanska policija zaradi neplačevanja davkov zasegla premoženje v Italiji in tujini, med drugim tudi tega Falcona. Pred naše kamere je prvič stopil tudi direktor podjetja Express Airways Sefa Tuncer, ki je o zapletih z letalom izvedel iz medijev. Podjetje Express Airways v letalstvu posluje že 24 let. V glavnem se ukvarjajo s preprodajo rabljenih letal. Tudi tokrat so bili posredniki pri poslu vrednem okoli 35 milijonov evrov. We buy this aircraft, we transfer this aircraft from Dalaman, Turkey to here to show the customers. Only this. The former owner in Italian is the richest man in Italian. He has problems. Do letala ne morejo niti predstavniki Express Airwaysa, podjetja, ki je želelo ta Falcon tudi kupiti in je zanj že položilo varščino. Zdaj čakajo na ustrezno dokumentacijo ali strani policije ali sodišča. Because I have the signing papers from this aircraft at the moment in my hand, but nobody contact us. Sicer letno prodajo okoli 200 letal po vsem svetu, direktor pa priznava, da so v ozadju poslov z dražjimi letali skoraj vedno zapleti s financiranjem. By all aircraft is hypotheks, bank debts and so. V Slovenijo so prišli pred letom dni, najprej zaradi letalske šole, zdaj pa so oddali tudi ponudbo za nakup družbe Aerodrom, a jih počasi mineva potrpljenje. But there is a lot of games. At the moment I have no wish to make anything in this country, because you see what's happened, you know. We will bring business, we will bring working place here at Maribor, around 200 people. Jutri naj bi sicer dve turistični agenciji v sodelovanju z Adrio Airways predstavili novo povezavo z letališča Maribor v Turčijo, Grčijo in Severni Ciper, kar pa je veliko premalo, da bi letališče lahko tudi preživelo. Varuhinja človekovih pravic in njena namestnika so danes odprli svoje pisarne v prostorih ptujske občine. O kršenju človekovih pravic so se tam z občani nazadnje pogovarjali in pomagali s pravnimi nasveti leta 2009. Od takrat se je nabralo precej težav prebivalcev tega območja. Čeprav varuh ne more spreminjati odločitev sodišča, pa lahko daje koristne nasvete, kako do čim bolj za vpletene strani sprejemljive rešitve. Za pogovor z novo varuhinjo človekovih pravic je bilo prijavljenih 24 posameznikov, prišlo jih je 20. Varuhinja pravi, da je na Ptujskem zaznati kar veliko socialno stisko ob skoraj 13-odstotni brezposelnosti.
Sprašujejo tudi za različne postopke, v katerih so oni, tudi medsosedski spori so kar velik problem, ljudje se ne znajdejo, gre tudi za vprašanja zemlje, do katere imajo specifičen odnos. Skratka, ljudje prihajajo res z osebno stisko. Na pogovor je prišla tudi gospa, ki je najela odvetnico. Ta zahteva 5000 evrov, kljub temu, da menda na obravnavah ni nikoli odprla niti ust. Mene zanima, kako lahko živijo tisti ljudje, ko delajo, pa so delali, pa niso dobili plačila. Ona pa za svoje delo, ki ga naj bi naredila, ni naredila, pa zahteva plačilo. Jaz sem prišla se zanimati za odškodnino v zvezi z pokojnim očetom, ki je padel v drugi svetovni vojni. Ima gospa kot vojna sirota 10 evrov mesečne nekega nadomestila odškodnine. Gospod seveda zanima prvič, ali se to upošteva recimo kot nek tak prejemek, ki bi škodil mogoče njenim otrokom. Večina, ki se je skrivala pred kamerami, upa, da bodo varuhi lahko pomagali bolj, kot so jim drugi do zdaj. To je zdaj zadnja postaja, ker ne vem več, kam se naj obrnem. Ker se čutim ogroženo in tudi ni pravnega sistema v tej državi, pa tudi vsi ljudje nismo isti pred zakonom. Podobna svetovanja bodo spomladi tudi v Mariboru. Svet Desusa razpravlja o predlogu izvršnega odbora stranke, naj z mesta predsednice sveta razreši Meto Vesel Valentinčič. Ta dopušča možnost, da bo zaradi pritiskov na člane sveta morala oditi. Karl Erjavec, ki v nasprotnem primeru grozi z odhodom iz stranke, pa to pričakuje. Premijerka Alenka Bratušek ter ministri in ministrice nove vlade so prvič odgovarjali na poslanska vprašanja. Bratuškova je znova poudarila, da bo nova vlada nadaljevala dobre ukrepe prejšnje vlade, sanacijo bančnega sektorja, upravljanje državnega premoženja na enem mestu in konsolidacijo javnih financ, ter okrepila ukrepe, ki so bili deležni premalo pozornosti, zagon gospodarstva in delovnih mest. Predsednica vlade pa je tudi prepričana, da Slovenija ne bo potrebovala mednarodne pomoči. Primerjava naše države s Ciprom po njenih besedah ni potrebna in ni primerna. Vloge v naših bankah so absolutno varne. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes se v nasprotju s prvotnimi napovedmi ne bo potegoval za nov mandat na tem položaju. Kot je danes povedal na tiskovni konferenci v Ljubljani, na kateri je predstavil zadnje ugotovitve revizorjev, je od kandidature odstopil. Tako se je odločil zaradi morebitnih očitkov, da predolgo zaseda funkcijo. O odločitvi je obvestil tudi urad predsednika republike, sicer pa bo na Računskem sodišču ostal do konca maja. Policijski sindikat Slovenije zbira pooblastila policistov za skupinsko tožbo zoper delodajalca, v kateri bodo terjali izplačilo vseh preseženih ur za obdobje zadnjih 5 let. Po podatkih predsednika sindikata Radivoja Uroševiča se je teh na slehernega zaposlenega v povprečju nabralo več kot 20. Odziv zaposlenih pa je zelo dober. Na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Mariboru so bogatejši za gibalnico za otroke s posebnimi potrebami. To je že 6. gibalnica, ki so jo uredili z donacijo dobrodelnega združenja Koraki za korakce in podarili eni od mariborskih osnovnih šol. Prežihovo gibalnico so uredili v eni od učilnic. Vanjo so postavili bralni kotiček in različne gibalne pripomočke. Namenjena je namreč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redno izobraževanje. Gibalnica bi bila pravzaprav resnično na vsaki šoli prepotreben prostor. Na naši šoli ta Prežihova gibalnica sedaj pomeni velik nabor dodatnih didaktičnih pripomočkov za delo z raznoraznimi otroci z težavami, z motnjami v razvoju, z gibalno-motoričnimi motnjami, z motnjami s hiperaktivno motnjo. V gibalnici so uredili tudi bralni kotiček in tako imenovano sprostitveno palačo. Ta bo namenjena vsem otrokom. Usmerja vse v to, da se otroke spet začenja sproščati, da se malo umirjajo aktivnosti, ki smo jih v zadnjih letih verjetno pripeljali kar nekako do pretirane, bom temu rekla, že menjavanje dražljajev. V združenju Koraki za korakce pa ne mirujejo. Še pred 25. majem, ko pripravljajo nov dobrodelni pohod, bodo gibalnico podarili še 2 mariborskima osnovnima šolama. Otroci so naše bogatstvo in nam je res v veliko veselje in mislim, da je tudi zelo nujno, da otrokom omogočimo tudi nekaj nadstandardnega, kar gibalnica verjetno je in pa seveda nujna potreba.
V združenju so se za premik pohoda z jesenskega termina na konec maja odločili predvsem zato, ker imajo starši jeseni z nakupom šolskih potrebščin vse preveč stroškov. Tako pa bi lahko kak evro več zbrali za pomoči najbolj potrebne otroke. Na lanskem septembrskem pohodu jim je uspelo zbrati okoli 18 000 evrov. Danes je svetovni dan gledališča. Italijanski dramatik Dario Fo je v poslanici zapisal, da je včasih oblast komedijante izganjala iz države, danes pa igralci ostajajo brez prizorišč in gledalcev. Kot še piše Fo, bi bilo nujno novo izgnanstvo gledališčnikov, ki bi morebiti lahko ustvarilo nove možnosti za uprizoritve. Danes se sicer v Kranjskem gledališču začenja teden slovenske drame, Združenje dramskih umetnikov Slovenije pa podeljuje tudi stanovska priznanja za izjemne igralske dosežke na področju gledališča. Veliki Bršljanov venec za življenjsko delo na različnih področjih gledališkega dela prejme Vili Ravnjak, zdaj že nekdanji umetniški vodja drame mariborskega gledališča. Prav to gledališče pa je sinoči gostilo hrvaško dramaturginjo, gledališko kritičarko in pisateljico Mani Gotovac. Zaradi svoje neposrednosti in naprednosti se je v preteklosti že marsikomu zamerila. Kot nekdanja upravnica hrvaškega gledališča, prva ženska v njegovi celotni zgodovini, si je drznila vabiti tudi provokativne režiserje, kot je denimo Oliver Frljić. Avtorica je sinoči spregovorila o svojem življenju in delu ter predstavila svoj avtobiografski roman Fališ mi. Pogovoru z ustvarjalko je sledila uprizoritev Pripoveduj mi o Gorkem v izvedbi Hrvaškega narodnega gledališča iz Varaždina. Mani Gotovac bi težko prisodili, koliko let dejansko šteje. Eno pa je gotovo. Hrvaški mediji so jo razglasili za železno ledi tamkajšnjega gledališča. Uspelo je hrvaško gledališče odpreti navzven, Evropo. Ja sam tako po prirodi malo subverzivna. Očito sam se tako rodila. I ta subverzivnost me pratila cijeli moj život. Nekad sam imala više kuraže, nekad manje, nekad sam se jako bojala. Kad god sam mogla nešto, kad bih se usudila, napravila sam, pokrenula sam nešto što se ne bi baš svatko imao petlje da to učini. Kot angažirana intelektualka je sodelovala v gibanju Hrvaška pomlad leta 1971. V nekem obdobju so jo proglasili za nacionalistko, četnico in podobno in ji za 7 let prepovedali delati ter objavljati gledališke kritike. Med drugim je bila tudi selektorica znamenitega srbskega tekmovalnega festivala nacionalne drame in gledališča Sterijinega pozorja v Novem Sadu. Ako im nudite nešto o čemu mogu i misliti, i što mogu doživljavati, što ih dakle i emotivno i intelektualno zanima, onda na neki način utječete na njihov razvoj. Slovensko gledališče ji ni tuje. Kot dramaturginja je sodelovala pri predstavi Sen kresne noči SNG Maribor v režiji Damirja Zlatarja Freja. Ni konzervativna, prav nasprotno, je odkrita in tako v delu Fališ mi tudi brez zadržkov spregovori o ljubezni svojega življenja Gorkem. Ako o nečemu treba govoriti o onome što je ugroženo. Zato se moja knjiga bavi ljubavlju. Bez obzira na sve konzervativizme, baš me briga. V okrajšani izvedbi je knjiga zaživela tudi kot predstava Pripoveduj mi o Gorkem. Gledali smo jo sinoči na malem odru v SNG Maribor. Pred dnevi je na Ptuju potekal tradicionalni mednarodni turnir v judu. Na tovrstnih tekmovanjih lahko z dobrimi nastopi tudi manj uveljavljeni judoisti poskrbijo, da postanejo reprezentančni trenerji nanje pozornejši. Mednarodni turnir, ki je na Ptuj privabil 340 športnikov, spada med pregledne turnirje za sestavo slovenskih reprezentanc. Letos je bil tudi testni za državno prvenstvo, ki bo konec prihodnjega tedna v Slovenj Gradcu. Nekatere kategorije so bile močno klubsko obarvane. Tako je v mladinski do 73 kg tekmovalo kar 5 judoistov ljubljanskega Bežigrada. Poznaš nasprotnika, kako se postavlja, kjer mete dela že na treningu, tako da probaš ga presenetiti, drugače ga ne moreš vršiti. Kuralt je bil najboljši tudi med mlajšimi člani. To pa ni uspelo zmagovalcu mladinske kategorije do 90 kg, ki je imel za slabši rezultat v starejši konkurenci objektivni razlog. Sicer sem se ravno včeraj zvečer vrnil iz priprav iz Češke, tako da sem tudi malo utrujen. Sicer pa niti ni bilo vseh tekmovalcev, ki so v
tej kategoriji, tako da ni bilo tako konkurenčno. Kakšne presenečenja ni, ker se že med sabo dobro poznamo že iz mlajših kategorij. Lahko pa rečem, da je zelo široka baza tekmovalcev, s katerimi bomo delali na mednarodnem nivoju, ko začnejo kvalifikacijske tekme v Italiji, Avstriji pa na Madžarskem. Tisto, kar smo veseli, zraven udeležbe tudi število torej tistih, ki so pokazali dober judo. To kaže trend rasti kvalitetnih judo centrov širom po Sloveniji. Na Ptuju so imeli največ uspeha judoisti Dupleka, ki so osvojili 8 prvih mest. Po 7-krat pa je uspelo zmagati tekmovalcem Impola in Bežigrada. Marčevske grožnje Tini Maze s smrtjo, ki jih je smučarka prejela prek elektronske pošte, so dodobra razburkale športno javnost. Nemška policija pa je danes sporočila, da je v preiskavi končno razkrinkala 35-letnega nemškega državljana, ki je osumljen teh groženj. Policija sicer nima podatkov, ali bi Nemec svoje grožnje tudi uresničil. Sledi pregled drugih mednarodnih dogodkov. V Grčiji so odprle vrata poslovalnice 3 ciprskih bank, ki jih je v torek prevzela grška Piraeus Bank, medtem ko banke na Cipru ostajajo zaprte. Gre za banke Bank of Cyprus, Laiki in Hellenic Bank, pred katerimi so bile dolge vrste varčevalcev, ki se bojijo za varnost svojih prihrankov. Na avstrijski avtocesti A1 v bližini Sankt Peltna, kakih 70 km zahodno od Dunaja, je v torek pozno popoldne zaradi poledice na cestišču trčilo prek 60 vozil. Ena oseba je umrla, najmanj 12 pa je bilo huje poškodovanih. Avtocesta je bila več ur zaprta. Tajsko prestolnico je stresel močan potresni sunek z magnitudo 6. Potres po prvih podatkih ni povzročil večje škode, je pa izbruhnilo nekaj manjših požarov. Po navedbah tajvanskih oblasti je bilo zaradi potresa poškodovanih 20 ljudi, vsi lažje. Ponekod so ljudje ostali ujeti v dvigalih. Večje škode potres ni povzročil, čeprav televizijski posnetki kažejo precejšnje majanje stavb. Ponekod se je snela kaka mavčna plošča, o večjih težavah pa ne poročajo. Ameriški predsednik Barack Obama se je odločil, da na čelo tajne službe prvič v zgodovini postavi žensko. To je 53-letna veteranka agencije Julia Pearson, ki za prevzem položaja direktorice ne potrebuje senatne potrditve. Nihče pa ne dvomi, da se je za žensko odločil tudi zaradi škandala s prostitutkami v kolumbijski Kartageni. Tajna služba Združenih držav Amerike je najbolj znana po varovanju predsednika in njegove družine, vendar ima tudi druge naloge, kot je upravljanje dela finančne policije. Za razstavo o Pompejih in Herkulaneumu, ki jo bodo v Britanskem muzeju odprli v četrtek 28. marca, so že vnaprej prodali 50 000 vstopnic. To je najvišje število vnaprej prodanih vstopnic, kar jih v britanskih muzejih beležijo v zadnjih 5 letih. Razstava bo obiskovalce popeljala na ulice, v salone in spalnice dveh antičnih rimskih mest, Pompejev in Herkulaneuma, ki sta nekdaj cveteli v Neapeljskem zalivu. Mest je uničil izbruh Vezufa leta 1979, ki jo je pokril z debelo plastjo vulkanskega pepela. Eksponate, okrog 250, je za razstavo posodila Italija. Še pogled v nebo, jutri bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda počasi pooblačilo. Zvečer bo v zahodni Sloveniji začelo deževati, na severovzhodu države bo čez dan zapihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -9, najvišje dnevne od 4 do 9 stopinj Celzija. V noči na petek bodo padavine zajele vso državo. V severozahodni Sloveniji bo snežilo. V petek čez dan bodo padavine po večini ponehale, še vedno pa bo pretežno oblačno. Spoštovani, spremljali ste dnevnik televizije Maribor, hvala za pozornost in nasvidenje jutri, ko bo z vami Ana Marija Bosak.